Ob otvoritvi razstave dosežkov slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti je na Gospodarski zbornici Slovenije 26. oktobra 2018 potekal posvet z okroglo mizo z naslovom Slovenija referenčna država zelene mobilnosti. Posveta sta se udeležila tudi Violeta Bulc, evropska komisarka za transport, ki je udeležencem predstavila strategijo in cilje Evropske unije na področju mobilnosti, in podpredsednik vlade Republike Slovenije ter slovenski minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar. Udeleženci posveta so se strinjali, da je slovenska avtomobilska industrija pomemben oblikovalec svetovnih trendov na področju prebojnih tehnologij, med katerimi še posebej izstopata avtonomna vožnja in elektrifikacija, Slovenija pa ima potencial, da postane referenčna država zelene mobilnosti. Tako kot celoten svet, tudi avtomobilska industrija, nasploh transport, prehaja v neko popolnoma novo obdobje, komu rečemo zelena ali kakršnakoli revolucija. Izredno sem vesel današnjega dogodka, ki je zelo profesionalno organiziran, seznanja nas z vsemi novostmi in vizijami, ki jih potrebuje danes poznati tako avtomobilska industrija kot tudi politika, če želimo nadalje uspešno pomagati gospodarstvu, da se še naprej na tem področju uspešno razvija. Ministrstvo za zunanje zadeve in tudi sam osebno si bomo prizadevali, da preko intenzivne gospodarske diplomacije in seveda s povečevanjem ugleda Slovenije v svetu še naprej omogočamo našim podjetnikom tudi na področju avtomobilske industrije lažji dostop do tujih trgov, lažji dostop do tujih partnerjev in seveda, da omogočimo s tem procesom elektrifikacije, boljše mobilnosti, bolj zdrave mobilnosti, tudi višjo kvaliteto življenja našim ljudem v Evropski uniji in v Sloveniji. Ob koncu posveta sta evropska komisarka za transport in generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije skupaj otvorili razstavo slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji SRIP ACS Plus, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ob podpori javne agencije Spirit Slovenija. Z današnjo razstavo ne gledam samo na temo zelene mobilnosti, današnjo razstavo gledam kot novo vsebino Gospodarske zbornice. Mi bi radi to našo čudovito stavbo spremenili v showroom slovenskega gospodarstva. Najprej je prišlo na vrsto tema zelene mobilnosti, zato ker imamo v hiši tudi SRIP ACS Plus. Če se osredotočam na današnji dogodek, sem z njim zelo zadovoljen in mislim, da je današnji dan pokazal, da so se tudi obiskovalci zelo pozitivno odzvali na to spremembo, ki smo jo v hiši naredili.